Ja, jaz bi rekla, da je kmetija podjetje. In bi bilo prav, če bi na to gledali kot na podjetje. Je rekla Maša, jaz največ v Ljubljani, Afne Guncova, vi da morate pa dobiti nekoga drugega, da pri nas doma dela. Tako kot vaju poslušam, vidim, da oba imata visoko mero nekega poguma. Ne, tako, da bi... Za njega ni nič strah. Bi kaj naredil. Nisem s tega, kako mi zmeraj mi rekel, če sem kaj prej želel, stvari prestaviti, kako pa boš? Sej nič ne znaš, pa sej nič nimaš. To ni bilo tako enostavno. Ta prenos, da še iz babice na Polono, eden kar, s čudežno palčko te stvari naredil, bi rekel, evo, zdaj pa tle imaš, zdaj pa s tem upravljaj, rihtej, jaz res ne veš in res ne bi znal, Živijo Polona in Drejc Krničar, dobrodošla v podcastu Rast. Sem zelo vesela, da imam prvič dva gosta, pri meni ponovadi eden, in naš razmislek je bil, da pravzaprav na kmetiji sta vedno vsaj dva ali več. Ne? In potem vedno slišim samo eno plat, potem se pa še z ženskami pogovarjam ponovadi, pa je tista plat malo drugačna. In se mi zdi, da vidva sta kar primerna, da bosta v svoji raznolikosti mogoče pa prikazala ta del za kmete, kako je pravzaprav sobivati, pa skupaj ustvarjati eno zgodbo na kmetiji. Prihajata s Šenkove domačije na Jezerskem, pa mi malo več povejta, kako sta se vidva spoznala. To večkrat razlagamo, Ja, Res? taka zelo zanimiva zgodba. Super, se veselim. Ja, res prihajava iz zelo različnih okolij pravzaprav. Jaz s kmetije, Drejc pa iz delavske družine, ali kako bi temu rekel, z vasi. Centra Jezerskega. Bajtar. Vi imate tudi center, tako Ja, prav. center zvezda. Downtown poj. Tako. In poj, kaj razlagam gostom, da jaz sem pa z centra, oziroma da se gre v center. Jaz sem tako, da mi jo gledajo. Ja. Kje je ta center? Ja, super. Ja, v bistvu sva bila zelo iz različnih okolij, čeprav iz iste vasi, vse Jezerski je majhna vas, ampak kaj pa najna skupna točka je pa cerkev. V bistvu se nisva, poznala sva se že prej, začela sva pa nekako govoriti, se reče, ne hoditi, a kaj je govoreta. Je, te dva pa govoreta. A tako se reče pri vas? Tako se reče, ja. Tako se je rekel so včasih, zdaj se ne nič reče. več, ja. Ampak, po fajn, če se te stvari ohranjajo. Na predvečer Svetega Miklavža, ko sem jaz Drejca za roko prijela. Tako. In rekla, zdaj pa ti už pa moj. Ja, mislim, je mogoče pomemben, to se pravi, ko se na predvečer smo imeli tradicijo, da smo pripravljali za otroke, da jim je Miklavž v cerkvi prinesel, in takrat se je organizirala tudi prej kakšna igrica, kakšen igrajen prizor, pa potem prihod Miklavža s komplet spremstvom. In se bo jaz nekako mentor te mlajše, bom rekel, generacije, ki so prihajali za nami. In Polona ima tam mlajša generacija? Mlajša generacija, tako 6 let so narazen, tako da z našo generacijo smo začeli s tem spet, oživeli nazaj, takrat je bil tudi prvič na Jezerskem mladinski verouk pa te stvari. In jaz sem bil v zadaj, sem v zakristiji, in Polona pride kot, mislim, da nadangel. Jaz sem bila angel, ja. In je prišla po rokavice in rekla, da ne prinesem rokavice, da jih je pozabila, in jih dam, in me ona ne prime rokavice, ampak prime mojo roko in jo drži. Meni je bilo takrat noč jasno, zakaj je ta otrok zdaj mene za roko drži. Tako, takrat sem jo mogel zvečer. Da je obiskal angel. Ja, angelčka sem mogel pospremiti domov, ki je bilo, sneg je bil, pa čebudre je bila, tako. Tako sva midva. Ja, ne prihajaš pa samo z delavske družine, lahko še mečkam več poveš, ste nekako tudi zelo alpinistična družina. Ja. Tvoje brate tudi poznajo ljudi. Tako, to se pravi taka hribovska familija, tako. Se pravi, atek pa mamica sta pa skrbnika v Češki koči, skoraj 40 let, atek, mami nekoliko manj, ker je zbolela,
so bila 4 leta star, zbolela za rakom, tako da pa je poti se ni več mogla gor. V glavnem polet je bilo vse povezan, pa dogajanje okrog Češke koče, bom rekel, pa hribi. Se pravi, ste bili kot cela družina. Tako, ja, pač sej drugače to ni šlo, tako da jaz sem ta najmlajši, ta peti v naši familiji. Tudi vas je 5. Tako da ja, nas je bilo 5, zdaj smo žal sam še 3, ampak smo kar fejs na razne, se pravi Izidor, ki je najstarejši, je 18 let starejši od mene, potem Luka 14, Irma 12, Davo 8, pa potem še jaz. No, tako da jaz sem pravzaprav bolj odraščal kot en edinček, 8 let za ta zadnjo, tako da ja, ampak polet hribi, Češka koča, pozim pa smučarija. No, to je bil tako, če zelo poenostavim, na hitrco, to je bil naš življenje. Zelo poenostavljen se mi zdi, da si to povedal, ste kar precej bili, kako se rekel, hribovci. In vidva sta v bistvu vsak v svojem poklicu potem kar nekaj časa delala. Kdaj pa prišla ta ideja, da bi pa vidva začela to zgodbo s Šenkovo domačijo, koliko je to stara zgodba pravzaprav. Oziroma, tako bom rekla, nista klasičen model, da bi rekla Polona, kmetija je šla nate in potem sti se prženu in sta to pelala naprej, ampak je to zrasel kako je to sploh usklil v vama? Bi mogoče jaz se navezal, da od Češke koče naprej, oziroma je tudi za najen razvoj turistične kmetije, Šenkove domačije, Češka koča zelo pomembna. Tako, kot sem že prej omenil, oče je bil gor do leta 96, potem je pa zbolel in ni mogel biti več. In je Luka, moj brat, je bil takrat predsednik Planinskega društva Jezersko in je rekel, Tomav, Atek ne more več, boš pa ti oziroma bo ta vidva s Polono, 10. maja sva se poročila. Rekel, poletje, rekel, se ti si študent, cajt imaš, bo ta pa vidva gor v skrbnika. In sva res, pač ni bilo nič kaj hudih dilem, sva zato zagrabiva in sva potem takrat 97. pa do 2001 sva midva v skrbnika. Zdaj 97. leta še kar zelo pomemben je bila tudi ta nesreča na Okrešu, ko je Luka se ponesrečil, 5 gorskih reševalcev je takrat umrl. Ti si bil kar šok za vse nas, ne samo za našo familijo, za komplet vas, za vas društveno življenje, za planinsko društvo, za GRS, ti si bilo kar huda tragedija. No, in glavno mi, da se potem 5 let v skrbnika v Češki koči in se dobiva tiste izkušnje, pravzaprav, da nama ta del z ljudmi odgovarja, da se v tem v redu počutva. In bom rekel, skozi to dobro izkušnjo sva si bom rekel, upova zastaviti. Polona je pa tudi študirala turizem, oziroma je bil njeno že, bom rekel, ta fokus v turizem čez profesionalen že z njene strani tudi bil. No. Toliko mogoče. Ja, ker v bistvu jaz sem tista, ki sem na kmetiji gor zrasla. Mi smo bili pa čez drugačna družina, zelo posebna, če bi tako rekel. Na kakšen način? Babica pa dedek sta pač po vojni prevzela Šenkovo domačijo, zato da jo ne bi nacionalizirali. Jo je praded dal mojemu dedku. Moj dedek je bil v bistvu že takrat nek trgovec oziroma kot nek ekonomist. No. Babica je naredila 2 let gospodinjske šole v Tržiču, ni bilo za kaj več, ni bilo denarja, ampak ona dva nista želela na kmetiji biti. Ona dva sta želela jeti drugam, poročila sta se po vojni, bila sta pa bratranec pa sestrična. Menda so mogli dobiti tudi neke odpustke, zato da sta se sploh lahko poročila. Ampak ona je že prej pri njemu delala, on je bil lesni trgovec oziroma manipulant. Lesni manipulant. Manipuliral je z lesom, trgoval je z lesom na domači žagi. No in ko sta se ona dva
leta 1947 poročila, pa prišla na Šenkovo domačijo, pa je bil nekakšen postopek sprožen, da niso to nacionalizirali in da sta se s tem nekako zasigurala, da tudi kmetija ne bo nacionalizirana in da so počasi tudi neki zemlje dobili. Imela sta 8 hektarov zemlje pa 8 hektarov gozda. To je v primerjavi z 200 plus hektarji prejšnjih kmetij pred vojno, je bilo to zelo malo. To je bilo grozen. Hiša je bila tudi zelo v slabem stanju, ker prej je bila več kot 60-70 let je bila sam nastanitev za posle, ki so delali pa pač na Štularjevi kmetiji, katere del je bila Šenkova. Moj praded je imel lesno trgovino, je imel gostilno, je imel penzion, prepregali so, furali so čez Jezerski vrh. Skratka, zelo podjetna družina, 7 sinov je bilo, pa vsi so bili izobraženi. Že od takrat, prvi je bil leta 1900 rojen Franjo in je bil en prvih gozdarskih inženirjev v Sloveniji, en je bil pravnik, eden je bil učitelj. Tako da večinoma so bili, so tudi se razpršili po svetu. Edin moj dedek pa njegov brat je ostal doma, dedek pa je prevzel Šenkovo domačijo. In ona dva sta pol furala kmetijo z mlekom, se pravi mlečna proizvodnja, v zelo slabih razmerah. Dedek je bil 40 let plus star, 40 let je bil star, ko sta se poročila, pa 43, ko se je rodil njun edini otrok, moja mama Brigita, ki se potem ni nikoli poročila. Ona je študirala mikrobiologijo in je delala v Kranju z relativno dobro službo. Babica je pa pol po smrti dedka leta 87 sama nekako vodila kmetijo naprej. Jaz sem še pol brata Andreja, ki je 10 let mlajši od mene, pa pri 2 letih je mu nesrečo doma, ga je en sosed zbil s traktorjem in posledično potem v bolnici prišlo čez 3 dni do poškodbe glave oziroma do infarkta, do strdka. Tako da on je invalid. In v bistvu smo bile pol same 3 ženske, babica, mami pa jaz. Z babico so bile več ali manj same na kmetiji. Zelo sva si bile podobne in zelo sva se kregale. Zaradi podobnosti? Zaradi podobnosti, zaradi trme. Jaz sem bila zelo trmasta, pa v bistvu sem hotela neko svojo pot furati. Bila sem pridna, v šoli sem bila pridna, delala sem gimnazijo in ker nisem hotela glih delati tako, kot je babi hotela, sem se učila. In to mi je bilo oproščeno, mi ni bilo treba glih nekaj zelo velik delati. To je bil lahko mini izgovor. Ja, pač mini izgovor. Sej smo delali vse, sej sem pri 12 letih že pol traktor vozila, pa da smo seno pa v tavo pospravili, pa na vrtu sem delala, pa ribe se je bilo treba obirati, pa rože zalivati, pa pač vse, kar paše na eno tako mini samooskrbno kmetijo. Ampak ja, pri 16 letih nekako sem Drejca spoznala. In takrat sem bila v bistvu sred gimnazije. Ampak že skozi sva pa v bistvu in jaz in tudi on pol sva pa vedela, da je pa s to našo kmetijo treba nekaj narediti. Ne bo šlo tako naprej, tako kot mami dela. Se pravi, mami hodila v Kranj v službo, nosila domov denar, zato da smo lahko strehe popravljali, pa potem še cel poletje, ona ni imela naš dopust, cel poletje se je pospravljala trava, mrva, pa utava. To je bilo od začetka ali od srede junija pa do konca septembra. Nismo delali drugega, kot pomal kosil, pa sušil, pa noter spravljali. Se pravi, tudi plača je šla pa je verjetno deloma v to, da ste sploh ohranili. Kakšen stroj pa v te stvari. Ja. Kmetijo. Tako da je to in so pol midva nekako vedela, da ja, ko si prišel, ko sem videla prišla skupaj, je bilo to ena taka naravna pot, da ko bi se midva poročila, bo Drejc prišel k nam. In pol, ko sva se nekako odločila po 4 letih skupne hoje, da bi bilo pa mogoče čisto vse če skupaj živiva, je pol Drejc rekel, ja, ampak ne bom prišel k vam, jaz se mora poročiti. In sva se pač poročila, ne? Leta 97 je bilo to, jaz sem bila stara 21 let, sred ekonomskega faksa, študirala sem turizem,
In potem sva bila v Češki koči, tako kot je že Drejc rekel. Jaz sem šla kuhati gor z noč tacga znanja, dobro, sej doma sem, pa nisem, ne spomnim se, da blih neki zelo veliko kuhala, rada sem pa pekla, že zmeraj, že takrat. Zanimivo, ker se mi zdi, da je kar odgovornost prevzeti eno tako točko v hribih, ki je zelo obiskana, verjetno že takrat bila. Takrat je bila, ampak sej takrat, ko sem mlad pa neumen, se ne veš. Se kar spustiš, pa greš. Pač ne Poskusiš. Pa mi jaz tudi podporo, to se pravi, Luka je takrat bil ravnatelj v osnovni šoli v Predvoru, tako da Tomaž je že takrat kuhal, pri njemu Tomaž Rekberger, pa Maja Šenk, sta oba potem tudi gor, da smo skupaj, Ste bili ekipa, ki ste te gor. Da smo bili ekipa in da smo prefurali, da ste gor držali potem pa, to. da se da dobiš nekaj izkušenj in pa so pa že prišli otroci. Jaz sem bila že za prvo let noseča. Tisti je bilo tako zanimivo, pa je pred konec sezone je bilo kar pestro. Pa ta drug let sem imela že Luka, pa je bil z nama v Češki koči, pa ta naslednji let je pa že Kristjan prišel. No, pa je bila malo pauze, pa ko sem imela pa Mašo leta 2002, pa Drejc ni bil več skrbnik, je prevzel pa v bistvu športno vzgojo v šoli v Predvoru. Tako da takrat sem pa pol prekinila s turizmom. Ampak eno izkušnjo sta verjetno tam dobila, kako je, se mi zdi, da v turizem greš težko, če nimaš rad ljudi, mislim, rad, sej verjetno jih nimate ves čas rada, ampak da imaš eno afiniteto do tega, da ti je fajn, da imaš recimo ljudi, ki niso domači na dvorišču. Ja, v bistvu so oba dva kar s tem nekako gor zrasla, Drejc v koči, pa tudi pri njih doma se je skozi nekaj dogajalo. Pri nas je pa tudi, ker imamo tako hišo, ki je kulturen spomenik, a je bila zaščitena že takoj po vojni. In pri nas je pa veliko okrog tega sukal. Se pravi, hiša je nekaj vredna, hiša je posebna, hiša je kulturen spomenik, moramo jo imeti ohraniti, moramo jo tako ohraniti, kot je. In je veliko ljudi prihajali in si jo ogledovali in prišli so vse sorte okrog, pa mim, pa pri babici, pa je bila ona že tako zelo gostoljubna, prodajala jajca, prodajala je mleko. Iz otroštva se spomnim to, da smo zmeraj šparali z jajci. Da so bili za... So bili za prodati. Pa mleko se je tudi prodajalo. Tako da je že nekako tudi to bilo pri meni domače, da se pač po dvorišču sprehajajo tuji ljudje. In sva zdaj mi dva samo od tega nekako boljšo korist vzela, bom rekla. Nekje sta morala začeti razmišljati o tem, kar zdaj je res velika stvar, ne? To je toliko in toliko objektov, ki sta vidva poskrbela za njih. Kako je to raslo vam? Oziroma, kakšni so bili ti pogovori? Se jih spomnite za nazaj? Jaz bi rekel, da so bili tiste prve ideje proti koncu skrbovanja v Češki koči, da že gor, da sem premišljal se, kaj pa če bi lahko, gor je sezona zelo kratka, tiste dobre 3 mesece, že zaradi tega sem potem mogel iskati neko drugo službo. Ampak da bi, pa začneš temi očmi gledati pravzaprav na potencial, ki ga naša kmetija pravzaprav ponuja. To se pravi, zdaj je v dolin, je izjemna kulturna dediščina, je kmetija, je pravzaprav zadosti prostora, ima že neke objekte, ki so bili sicer v zelo različnih kondicij ali pa povečinoma zafilani z staro šaro. Sej nekaj je bilo tudi vredenega, zanimivega, kar smo tudi ohranili, ampak mirno rečem 90% vseh 8 objektih je bilo pa pač stvari, ki so se skozi desetletja in stoletja tam nabrale. In sva pa videla, da to bi bilo mogoče. Mi smo pa začeli doma pravzaprav z prostorom za kampiranje, kar se tiče turizma. Najprej sva začela to v kampu pri jezeru, tam pravzaprav skrbela za tisti prostor v imenu tete iz Štuvarjeve kmetije.
Pa se pa reka, lahko bi pa to tudi pri nas planinski tabori postavljali svoje šotore. Tako da so bili smo začeli s planinska društva, kakšni taborniki, na ta način sva začela pravzaprav s kampiranjem, s kampom, pa so počasi začeli hoditi tudi posamezni gostje v sam kamp. In pa videla se, da je relativno kratka sezona, tudi kar se kampa tiče, podobna situacija kot v Češki koči, da bi bilo fajn zgraditi nek orang objekt in potem se je začel ta iskanje, kje in kako to umestiti. Preužitkarca, to se pravi hiša iz leta 1669, tako je Polona rekla, komplet kmetija oziroma stara hiša je zaščitena in hkrati tudi posledično cel območje celotne kmetije. Tako da tudi pri prenovi Preužitkarca je bilo najprej stališče Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je to treba ohranjati, samo rekonstrukcijo narediti, ampak potem so sami, hvala Bogu, spoznali, da ne bomo nikoli dobili uporabnega dovoljenja za turizem, za kar smo mi želeli, tako da so nam dovolili, da lahko ob njihovih pogojih, da je v povsem enakih gabaritih, tako kot je bila prvotna hiša, lahko zgradimo novo. Takrat smo mi potem nadaljevali naše sodelovanje z arhitektom Markom Šenkom, ki je tudi po krvi in po priimku iz naše kmetije, je pa ravno v teh dneh je umrl par dni nazaj. Tako da z njim smo bili potem zelo, zelo povezani in je tudi pri kompletni prenovi vseh objektov on in zarisal in poskrbel za vse, da smo te stvari lahko naredili in da smo postavili to preužitkarsko hišo. S tem smo začeli to se pravi 2011 smo začeli in 2014 je bila otvoritev preužitkarske hiše, kjer sta 2 apartmaja, 2 sobe, ena kuhanca pred sobama, jedilnica pa 2 savni. No. Se pravi, to je bil ta prvi objekt, poleg kampa. Poleg kampa, tako. S tem, da smo imeli pa načrte za še prej, pa že leta 2004. Takrat sem jaz to diplomirala na ekonomski fakulteti z diplomsko nalogo poslovni načrt za razvoj Šenkove domačije. Se pravi, sem že takrat naredila že uporabila znanje. Poslovni načrt, ja. In vse veliko tega se je pravzaprav tudi uresničilo, zdaj bi ga mogla še enkrat vzeti v roke. Ja, tako da smo z Marko tam že takrat, se pravi na začetku 2000 let, ko je bila še babica je umrla 2014 pol, ta prvi načrti so bili še na njeno ime in pa tudi dobili smo neka sredstva, edina sredstva iz Ministrstva za kulturo v teh zadnjem času, da so vse stavbe porisali. V bistvu so vse arhitekturno narisane v tem stanju, ki so bile zdaj. Se pravi, vsi objekti, mi imamo 8 objektov. In s tem, ko je pač ministrstvo oziroma Zavod za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo je to dal, dobil posnetke vseh stavb, smo mi lahko določene stavbe podrli. Razen te glavne hiše, ta se pač ne sme, vse ostale so pa bile potem dovoljene podreti. Najprej smo podrli en hlev, ki se je v bistvu že čist podiral, in namesto tistega hleva, ki je pa v bistvu noter sred dvorišča, tam, kjer imamo mi zdaj sadovnjak, smo že imeli prvi načrt za 4 apartmaje. Tako da tega nismo pa nikoli uresničili. Enostavno se nam lokacija ni zdela primerna, ko smo ta hlev podrli, se je tako zelo lepo odprl pogled na Kočno pa Grintovc. To imate res kuliso tako. Ja, in s tem bi pol to kuliso zaprli, oziroma mogli bi stavbo zelo niz dol breg postaviti. Tako da to nismo hoteli in smo pol iskali neko drugo idejo in tako smo prišli pol do preužitkarske hiše. Ko smo preužitkarsko hišo zagnali, pognali v življenje, začeli delati, se je izkazala pa potreba po hrani. Zdaj bi pa ljudje hoteli jesti. Ne samo spati. Ja. A lahko vprašam še, kako je bilo pa s kmetijo v tem času? Se pravi, vmes se ni kmetovalo ali kako je bilo? Ja, kmetijo, dokler jo je peljala babica, je ona želela peljati po svoje.
in tudi midva bi jo lahko peljala naprej s kravami, pa molzla krave za mleko. Pa to midva nisva hotla, enostavno se nisva hotla prevezati v temu noter, ker sva videla, kako to težko, babi je bila res zgarana, pa kamor ni šla, kadar ni bilo elektrike, smo mogli vsi molsti tiste krave. Ja, to enostavno ni bilo za naju. In tako smo v bistvu 2002, ko je bila Maša majhna, smo zadnje krave potem dali od hiše. Takrat je tudi babica zbolela za pljučnico. In takrat je tudi tiste stare hiše prišla živeti v našo hišo, tam, ki jo je mamica naredila. Jaz sem bila do 15 leta še v stari hiši, pa smo se pa preselili, no, babi pa je dokončno leta 2002 in smo bili 4 generacije v eni hiši. Zemljišča smo dali v najem Janezu Smrtniku, on je kosil pač za svoje ovce. Z njim smo še zmeraj zelo dobrih kontaktih, zelo dobro sodelujemo, predvsem pri ovčereji. Imeli smo zmeraj par ovc, ki smo jih imeli na srečo lahko pri sosedu, v čredi, pri štularju, se pravi na matični kmetiji od mojega dedka, pa kure so bile ves čas pri hiši. To smo pa skozi imeli. Pol smo pa počasi, ko smo začeli vzpostavljati turizem, to tudi zmeraj Saša Roškarjeva, ki je naša konzervatorka, pove, da zmeraj mi pozabimo omeniti, se pravi, turizem je nazaj vživel tudi kmetijo. Če se mi ne bi začeli s turizmom ukvarjati, ne bi nas začeli nazaj kmetovati. Ker čim ti začneš ponujati hrano, se prvo smo mislili, da bojo samo apartmaji pa sobe, pa ne bo treba nič kuhati. Ampak to ni šlo. In smo mogli pač razmišljati prvo o kuhinji, pa še o tem, kaj bomo pravzaprav kuhali. Tako da je bilo treba nazaj živalino štimati, nazaj njive vzpostaviti, vrtove. Se smo imeli zmeraj vrtove, pa njivo krompirja. Pa recimo kolerabe, kaj drugega pravzaprav nismo. Ampak to zase? Zase, ja, za svoje potrebe. Ja, pa smo pa povečevali, se pravi, to proizvodno, kmetijsko, in pa tudi začeli razmišljati, kje bi pa mi to skuhali. Ker v preužitkarski hiši imamo eno majhno čajno kuhinjo. Nekaj časa smo kuhali v kleti v pralnici, smo jo preuredili v kuhinjo in ti kuhinji otroci pravijo zakleta kuhinja. Zakaj? Zato, ker je tam bilo, no, v luknji si bil, musiš samo en tak majhen okenček si ven videl tako rešetke. Pa Kristjan je velikokrat on sedel na pultu, pa žgance mešal. Žganci požigajo in je tam gor sedel in ti smešal, koliko so bili stari 15 let. Konec osnovne šole. Oni so pa v bistvu zrasli s tem, ja, z zgodbo, z rastjo kmetije, z rastjo turizma, tako da njim je bilo to pravzaprav zdaj lažje, ker so počasi smo skozi to šli. Ja, in smo pa začeli razmišljati, kam iz te zaklete kuhinje. Zraven je bila stara hiša, ki se je dobesedno podirala, severna stena je padala ven, na taka razpoka je bila, ti smo tudi z Markotom Šenkam merili, pa gledali, pa kaj se dogaja, pa ko se je rušila preužitkarska hiša, se nam je zdelo, da se tudi ta hiša že hoče malo rušiti. Tako da smo hkrati, ko se je preužitkarska hiša delala, se tudi že lotili v bistvu sondiranja stare hiše, kaj se pravzaprav z njo dogaja. Da smo na podstrešju, se pravi, hiša je velika 16x16 metrov, spodaj je kamnita, zgoraj je bilo pa samo leseno podstrešje, pa nič drugega. Se pravi, nobenih nivojev, en velik konglomerat lesene strehe, za katero je spomeniško varstvo želelo, da se ohrani v takmu, kot je bila. Pa smo pa mi to, po tleh je bilo pa drobir, pa tramovi so bili, pa čez si mogel les, pa to je bilo vse tako razsut. Jaz se to spomnim še ful dobro kot otrok, ker sem se velikrat gor igrala. Cune smo gor obešali, pozimi so zmer zmrznile, shodu pol imam tistih mrzlih, trdih rjuh, pa brisač. Pa jaz sem si gor eno kuhanco naredila, tako svojo, da sem imela za sebe, za igrati. Pa šara je bila gor. En velik meh, se pravi, je bila nekaj narekoval na to, da smo imeli neko kovačanco, ene velike košare, pa nič kaj pametnega, pravzaprav. Na star hiši je bilo še najmanj stvari.
In ni bilo težko to pravzaprav ohraniti, ker je bilo v takem stanju? Ni bilo možno, Ni smo bilo sploh sploh možno. pogruntali. Smo začeli to, kar je bilo po treh, je bilo en kup enega drobirja pa enega peska in to je bila prva stvar, da smo to očistili in pa se je pokazala prava razsežnost poškodb, ki jih ostrešje nos, oziroma ki jih ima. Enostavno so bile te podporne roke, so bile v bistvu zlomane, tam, kjer bi mogle, ker so bile kar nekako ostrešje, so zidovi, pa so velbi v boki. Vmes so pa te sohe ali tramovi, ki nosijo v bistvu ostrešje in te so bile kar nekako, taka je bila tako pokončna, ni bila na zid postavljena, ampak je bila zraven na tram, ki je stal v luftu in to se je zlomilo in je padal not. In je bila v bistvu vsa streha malo zamaknjena. Že prej enkrat stajo leta 92, tvoj brat pa svak Milan menala streho in sta tudi popravljala ostrešje. Takrat je bil popravljen, ampak enostavno v tej obliki ga ni bilo mogoče ohraniti. In tudi je prav, da je bilo tako, ker smo mi potem, ko smo spodnji del hiše uspeli obnoviti, ko so se gradbeniki precej namučili, da so ob obstoječi strehi naredili okrog in okrog hiše tudi en betonski venc pa hišo skupaj povezali. Pol so pa spomeničarji ugotovili, da res, potrdili, da res tega ostrešja mi ne moramo ohraniti, da ga lahko zamenjamo z novim in smo ga zamenjali z novim, ki je bil pa malo drugače postavljen, se pravi, če je to ostrešje, je bil prej povezan tukaj, zdaj pa majčkeno nižji. In to pomeni, da smo mi lahko naredili 2 etaži še v podstrešje hiše. Ampak to je verjetno, tako si mislim, da je to kar bil drag projekt, če ste morali neko tako stvar ohraniti. Se mi zdi, da dostikrat tudi marsikdo na podeželju se srečuje z dilemo, ali zdaj je to ohraniti, treba je vložiti sredstva, kako sta pa vidva gledala na to, ker se je bilo treba verjetno na neki točki odločiti. To je bil to kar eden, bom rekel, težjih odločitev takrat, kako zaiti naprej. Tako, ki je prej že Polona omenila, to se pravi za rekonstrukcijo Preužitkarce smo dobili dobili nekaj sredstev, smo se uspeli prijaviti na razpis, ti se je šlo v redu skozi. Takrat so bili še čist drugi časi, kar se tiče in cene v gradbeništvu so bile še drugačne, kot je pa to zdaj. Ampak kakorkoli, v tistem trenutku, to se pravi 2014 je bila Preužitkarca, 2016 smo pa potem, oziroma 2015 jesen smo se pa lotili stare hiše, takrat pa ni bilo na voljo nobenih sredstev, ne na Ministrstvu za kmetijstvo, ne na, pa sem je še nekaj upanja na Ministrstvu za kulturo, za kulturne spomenike, ampak se je izkazalo, da nekdo ni naredil svoje domače naloge. V glavnem ni bilo nobenih sredstev na voljo za zato, ker je zamujala programska shema je bila sprejeta, ampak Ministrstvo za kmetijstvo ali Agencija za kmetijske trge nista naredila podzakonskih aktov, predpisov, na podlagi katerih se razpisi sploh naredijo. To zmeraj zamuja. To bi mogel biti zelo redno, ta denar bi mogel biti zato, da bi kmetije na to lahko kandidirale, ker zdaj ga tudi že dolg časa ni. Pride zmeraj na konc programske sheme. In kako sta se vidva odločila potem? Nič ni bilo drugega, kot pa da smo se zakreditirali, pa imeli smo po delitveni bilanci iz denacionalizacije, smo imeli 100 hektarov gozda v Avstriji. To je bilo še last bivše kmetije iz časov bivše Avstro-Ogrske. In ta gozd je nekako moj praded dobil tudi na podlagi ene, bom rekla, ne goljufije, sploh ne, ampak pač po spletu okoliščin, ko bi ga mogel kupiti nekdo drug. In je bila skozi ena slaba volja okrog tega gozda, zato ker je bil lastnik moj praded in ne en drug gospod, ki ima v lasti pravzaprav še vse ostali del, to gre pa za Belsko kočno, se pravi na drugi strani naše kočne, na zdajšnji avstrijski strani. In smo mi ta del gozda, ki je bil samo en konec gozda v vrhu Golga vrha, oziroma pod Jenkovo planino,
prodali temu potomcu tega gospoda, kateremu bi to mogel, ki bi jo mogel kupiti že dolg časa nazaj. Smo poravnali to neko krivico, hkrati pa pridobili sredstva, da smo mi lahko ta staro hišo obnovili. Pa se spomnite tistih časov, ko ste se pogovarjali te stvari, iti v to ali ne? Sprašujem zato, ker se mi zdi, da je marsikakšen par je ali bo v vajni situaciji. Kako se odločati v takih trenutkih? Se pravi, imela sta neko vizijo, da bi rada te stvari ohranila, da bi rada šla s turizmom naprej. Imela sta poslovni načrt. Koliko so bile to pomembne stvari takrat v vajnem odnosu, da sta... Mislim, da je to ves čas zelo, zelo pomembno, da če ne bi tako v konsenzu teh stvari počela že od začetka, od te odločitve za turizem, za to, da je to zgodbo probava pelati, so pa, bom rekel, zunanje okoliščine in takrat, ki je bil ta po 2008, bom rekel, generalno težave oziroma gospodarska kriza in te stvari, da je Polona ostala doma in da se je začela s tem stvarmi ukvarjati. Jaz sem bil zaposlen v šoli, kot učitelj sem si zelo želel, da bi doma, to se pravi, oba z neko zavestno odločitvijo, da to zgodbo probava nekako narediti. In ker sva bila midva skupaj, ker sva bila v temu nekako povezana, mislim, da je drugače to nemogoče. Je prevelik riziko, preveliko breme, če to ostane samo na eno. Mislim, da tega enostavno en sam ne bi tega zmogel, ne toliko fizično, kot pa psihično. Tle mislim, da je res 1 + 1 ni 2, ampak je 11, če si 2 stojite ob strani, ker niso stvari bile enostavno ravno zaradi tega. To se pravi, na eni strani in kredit in prodaja, to se pravi od 100 hektarov, se da tudi, bom rekel, od gozda tudi je lahko, bom rekel, preživeti ali pa za eno osebo. Zdaj sva se vprašala, kaj bi pravzaprav rada počela in ni bilo nikoli pri nama dileme, da je turizem tista stvar, v katero so pripravljeni. To je za najo ali pa za našo familijo, za našo kmetijo, je to projekt upava več generacij. To ne gre zdaj samo za nek navdih, eno idejo, to bi bilo pa dobro, pa nekaj cajta počnemo, potem pa probamo še kaj drugega. Mislim, ta zaveza, pač stopiš noter, ker nas muča. Pa neko veselje tudi, zapneš in greš pa naprej. In predvsem to finančno breme, negotovost, kako zdaj odplačevati, a bo to res šlo, a bo ta načrt, ki je bil narejen ekonomski, a bo res topil vodo, a bomo imeli toliko in toliko obiska. Vse te dileme so, ampak mislim, da ni bilo nikoli iz tega naslova, da bi se kdaj eden bi hotel na en način, drug bi hotel na drug način. Teh izzivov, hvala Bogu, nisem imel dosti veliko drugih, ampak med sabo pa res ne. In to mislim, da je ključ za kogarkoli, ki se nekaj loteva, da če veš, kaj bi rad in če te domači pri temu podpirajo, če sta zakonca oba za to, brez rečemo fige v žepa, pa kakorkoli. Jaz še nisem slišal, da kakšna stvar ne bi uspela ali pa da bi, da potem tistega, kar si naredil, kar si ustvaril, da ne bi mogel, prodati na trgu ali pa ne gre od pridelave zelenjave ali pa turizma ali pa gozdarstva ali pa da tisto, kar z enim veseljem delaš, ustvarjaš, vložiš vso svojo energijo, vse, kar si. Jaz mislim, da mora biti rezultat. To se mi zdi super, kar si rekel. Da je 1 + 1 lahko 11, če je to. Verjetno se treba tudi kar precej pogovarjati, da te stvari usklajujeta.
Zelo. No, Polona, boš ti povedala še ženski pogled na to zadevo. Se mi zdi, da moški to nekako zelo razumsko razdelajo, mi gremo pa tudi čez faze materinstva in majhnih otrok in vsega tega bremena. Kako si to doživljala? Ja, kaj pa vem. Midva sva v bistvu imela srečo, da takoj po tistem, ko sem imela prvega otroka, da sva padla v mrežo MV-ja. Networka 21, ki je bil takrat podporni sistem za izgradnjo mreže, se pravi prodajne mreže MV-jevih produktov. In ta podporni sistem je deloval zelo na tem izobraževanju, odnosih, pogovorih, branju knjig za osebno rast, za poslovno rast. Ogromno sva se takrat naučila. In mi sva bila takrat mlada, dojemljiva, oba dva sva pač šla skozi te šole, da veva, da je treba brati, da sva veliko brala že prej, in nama je bilo to nekako podarjeno. Tako da res hvala takratnim sponzorjem, ki so nama to dali, to je na žalost pokojna dr. Darja Eržen, pa ena gospa Marjana Udovič, s katero še zdaj sodelujemo občasno. Ja, so nas potegnili v to. MV-ja nisva prodajala, ker ta način prodaje izdelkov nama ni domač. Uporabljava izdelke še zmeraj, jaz priznam, da so dobri, ampak to, kar sva se pa naučila, je pa neprecenljivo. Se pravi, ta celostna v bistvu izgradnja človeka, poslovni modeli, kako delovati, in tudi zelo na tem partnerskem odnosu. Tam so tudi zelo poudarjali, da morata biti partnerja v tem. En človek zelo težko naredi, zdaj, če je sam, normalno, da delaš sam, če sta pa partnerja skupaj, je pa prav, da to delata skupaj. In tudi midva sva se v bistvu za vse stvari sva se nekako odločala skupaj. Pač enkrat je bil en bolj močen, drugič je bil drug bolj močen, ampak se pol zelo naučiš, zakaj bi se kregal, to je brez veze, to je stran vržena energija. Sej ne rečem, da se kdaj nisva tudi kaj skregala, ampak midva sva oba zelo energična, oba kolerične osebe, tako da tudi, če se že pogovarjava, se včasih bolj na glas pogovarjava, pa ni rečen, da se kregava. Mogoče je bolj nežna duša v najnem odnosu. Polona ti si rekla, da si trmasta? Ja, jaz sem zelo trmasta. Jaz sem v bistvu gor zrasla kot sama. Se pravi, te je to oblikovalo? Mene je to oblikoval, mene je to zelo oblikoval. Pa kot nezakonski otrok, pa otrok brez očeta, pa jaz sem se mogla vse sama znajdeti. Tudi nekje se dokazati, verjetno. Tudi. Verjetno, mislim, sigurno. Bi rekla, no? Ker sigurno. Na vas je to bilo včasih ampak nisem imela nikoli nobene slabe samopodobe, ker to sem večkrat poslušala, se to nisem sama od dedka slišala, ampak menda je dedek rekel, Polona je pa naše bogastvo. On se je takrat tega zavedal, da otroci so tisti, otroke moramo imeti. In jaz to tudi mojim otrokom skozi pravim. Zdaj še povejte, koliko imata stare, da bomo razumeli. Dosti. Sinova sta 28, ta velik Luka je že 28, Kristjan bo 27. To je tako mišljen, da bo, oziroma je že nekako določen, da bo doma prevzel, če Bog da bo tako ostal. On je tisti, ki išče partnerko zdaj, je zelo nama podoben, je pobral od obeh dobre in slabe lastnosti, tako da se on tudi tega zaveda. Potem je doma še hčerka Maša, ki je stara 24 let, ki pa v bistvu zelo tudi njega podpira, ona dva sta nekako ekipa zdaj doma, in če naju ni, ona dva furata. In vsi skupaj 4 tudi peljemo. Najstarejši Luka ima pa svoj SP, si je odprl in pomaga tu in tam, in v gradbeništvu, in v zimskem parku, in pri nas doma, in tako vsestranski. In se mi tudi veliko pogovarjamo, ne samo midva, tudi z otroki. Zdaj skozi več z otroki. Pol veliko se pogovarjamo, so se tudi naučila skozi zakonsko skupino.
raven ta vikend, pretekli vikend smo imeli pri nas doma duhovni vikend z zakonsko skupino. Super. Nas je 6 parov, duhovni vodja Marko Čižman, in smo veliko debatiramo tudi so zakonci, pogovarjamo se razne stvari, tudi o najnih projektih, pa v drugih projektih pa podpiramo en drugega. To, da stvari predebatirava, da se pogovoriva, je ključnega pomena, da pa kakšno stvar tudi speljemo, oziroma za vse, kar smo speljali. Ja, a se spomnite mogoče kakšnih pa težkih trenutkov, kaj pa je bilo mogoče težko je čez vse to, pa ohranjati to vizijo, ki ste si jo zadala, pa zdržati kakšne... Tako, da zelo brutalno je bil začetek COVID-a, no. Mi smo bili takrat raven po zaključku še druge faze na stari hiši. To se pravi, smo šli za pritličje, smo prodali 2/3 svojega posestva, zato da smo pa lahko še umestili 7 sob, pa večnamenski prostor, smo šli pa ponovno v kredit. V glavno videli smo, da zadeva gre v redu, vedeli smo zdaj že, kako te stvari tečejo, tudi spodaj smo v pritličju naredili kuhno, jedilnico, tako da imeli smo kapaciteto, zdaj bilo pa samo na nas, da je to, kot je na turistični kmetiji dovoljen, da imamo to tudi potem lahko do 30 postelj, da jih lahko ponudimo, in zdaj to umestiti. Smo se še enkrat zakreditirali in po tistem raven je bilo, to se pravi, zaključili smo. 2019 smo zaključili, marca 2020 pa pade to, da ne smeš delati, a ne, in vsi ti krediti, odplačevanje kreditov, vse je bilo pa pač, hvala Bogu, ne vem, tam 14 dni, 3 tedne mogoče potem se je razčistili, ne bo treba, ampak so bili pa čist brez denarja. od začetka je bilo pa izgledalo, in če zastaviš komplet kmetijo, ker ni šlo drugače, takrat pa ni bilo najlažje, no. Tisto obdobje je bil mogoče tako, ko se ga zdaj spomnim, še zelo živo, je sigurno to bil obdobje. To se pravi, ker ne moreš delati, da je to najhujše. Tako da tudi takrat, kadar polet fest delamo, je že v redu. Samo da lahko delaš. Rata vrednota, kakor so take preizkušnje hude, težke. Po drugi strani te pa ne reče zastonj, ker ne ubija krepi. In je to zelo dragocen, ko greš v življenju, da kaj se zelo potrudiš, ali pa kaj tudi, bom rekel, težkega daš čez, to ni samo slabo, ali pa sploh ni slabo. Sam pač mi gledamo na te stvari, nam je hudo takrat, ko se to dogaja, ampak v resnici na dolgo roko za nas kot ljudi, da lahko rastemo, da še kaj gremo naprej, je pa to zelo pomembno. Tako, ko vaju poslušam, vidim, da oba imata visoko mero nekega poguma, da sta recimo šla vse te kredite, to ni za vsakogar, da sta si upala, imela tako močno vizijo, in da sta očitno z delom na sebi in vajnim odnosom lahko to pravzaprav vse skupaj speljala. Da so to neke točke, ki morajo biti temelji, da sploh lahko neko tako zgodbo peleš, in da sta tudi dosti zgodaj videla, da sta za to. To mi je bilo zelo všeč, ko sta rekla, da sta videla, ok, rada delava z ljudmi, to tudi ni za vsakogar, in sta šla zelo smelo, zelo pogumno. Nikoli nisem slišala, da bi rekla mi zdaj, da je bilo strah, a bo, ampak samo, da lahko delamo. Je bilo strah, daj. Tako pa vem. Se njega ni nič strah. Veliko je naredil. Mislim, strah, ja. Je pa zanimiv ta način razmišljanja, vse stvari, sva se sprot se učiš, te ljudje naučajo. In tak, kaj pa jaz vem, zdrav optimizem ali pa tak, tudi sicer pogled na življenje ne toliko zaskrbljen. Sploh ne, pa mi je, in hvala Bogu sva oba taka, in poj tam vidiš naprej, če pa zmeraj vse premišljaš, kaj gre lahko narobe, je pa to težje, ker zmeraj gre lahko. Pa to je tisto, kar ti razmišljaš, tisto se ti bo zgodilo.
Negativne afirmacije so. Ni fajn, no. V glavnem ni fajn in to je zelo pomembno, no, da si v enem takem okolju, pa da tudi nimaš preveč, bom rekel, ljudi, ki ob tebi jih zelo skrbi, a ne, nimajo kaj dost, ti ne pomagajo, ti pa dajo vedeti, a ne, da njih pa zelo skrbi, kaj ti počneš, a ne, mislim, To je bila babi taka. sej, kako mi je zmeraj rekel, a ne, če sem kaj prej želel, ne vem, stvari prestaviti, kakšno ograjo podreti ali pa karkoli, kako pa boš? Sej nič ne znaš, pa sej nič nimaš. In smo debato zastavili. Ne? In je zaključili. 10 let, a ne, to ni bilo tako enostavno. Ta prenos, a ne, da še z babice na Polono, a ne, da so Brigito preskočili, a ne, to se pravi, čez eno generacijo in da je bil ta zaupanje, a ne, ker šlo je za to, a ne, se pa mi je prepisala, potem boste pa ven vrgli in mene, in Brigito, in Andreja, vsi bomo mogli, sej to jaz sem že to slišala, sej to, a ne, je pa skozi spremljala, a ne, sej jaz poslušam, pa berem v časopisih, kaj se ljudje, kakšni, ko so grdi, a ne, kakšne stvari, a ne, 10 let, da smo pri skoraj 90 letih, da je to prepisala in da so mi da lahko začela te stvari počasi začeti prazniti in rihtati. Pa to, ta proces ni bil enostaven in tudi zdaj naprej, a ne, da smo delali tako postopno, da sva se midva naučila, pa vsi skupaj, kjer stvari so to prave, kako iti, a ne, in tako imaš korajžo za naslednji korak. A ne, če bi eden kar, ne vem, s čudežno palčko te stvari naredil, bi rekel, evo, zdaj pa tle imaš, zdaj pa s tem upravljaj, rihtaj, jaz res ne veš in res ne bi znal, a ne. Tako se pa sprot smo se vsi skupaj učili, Ja, to, kar sta rekla, ne, ta predajanje kmetije, to je kar slovenski problem, a ne. Že povprečna starost, a ne, je zelo, zelo visoka. Kaj se vama zdi, da so tisti elementi, ki tako zelo ustavljajo te prenose, pa zaupanje v naslednjo generacijo? Ker slišim, da to je tisto, kar pravzaprav mlada generacija rabi, potrebuje. Jaz mislim, da je neznanje. Neznanje. Ja, to. Ali nepoznavanje sveta. Starejše generacije. Se pravi, vsi starejši bi mogli iti skozi izobraževanje na samih sebi. Da bi pravzaprav znali pogledati na mlade tudi malo drugače. Ali pa že sam pomisliti, kako si bil pa ti, ko si bil mlad. Se smo bili zelo podobni, se smo zelo podobno razmišljali. Pa nezaupanje, ker misli, da otrok pa nič ne zna. Na podlagi česa, no? Ali ga ti nisi nič naučil? Če že tako pogledaš, oziroma jih sploh ne spustijo zraven. Saj jaz tega niti toliko nimam pogleda, ker pač neki kmetij poznam, ki so šle lepo tudi na nove naslednike, kakšni pa kar to pacajo. Zdaj, veliko je to, da se med sabo ne pogovarjajo. To je osnova, se mi zdi. Komunikacija manjka. To povsod manjka. To še naše mala dva, ki sta hodila v Želimlje, v gimnazijo, pa rečeš, domnevaš, da smo si starši, ko damo otroke v Želimlje pa podobni, ampak ni res. Sta rekla, da se ne pogovarjajo vsi toliko, kakor se pa mi pogovarjamo, da se mi res blazno veliko pogovarjamo. Pa se nama ne zdi, da se. Mislim, da bi se lahko še z otroki večkrat pogovarjali, ne pa kadar nanese beseda, da otrokom se pa zdi, da se drugod pa še tokne, no, čeprav In jaz sem pa že to izkušnjo, mi smo se doma, glede na to, da nas je 5 bilo, je bila zelo ta kultura ali pa navada, smo se ogromno pogovarjali, parlamentirali, politična debata, vse sorte debate, zelo burne, zelo strastne. Tako da so rekli, da se zdaj že čez cesto pa sosedem slišim, ampak se zdi, da je to v redu, no? Da je to zelo dobra stvar, bistveno boljš imeti zelo burne debate v krogu družine, kakor pa dekomunikacije sploh ni. In tega medgeneracijskega enostavno zaupanja ni. Jaz ne znam si drugače predstavljati kot to,
Ja, Kako pa vidva to prenašata zdaj naprej, če sta vidva en tak model, recimo, ki vama ne verjamem, če so kakšen model, ampak ja, je to sigurno nek Mislim, velik tako, izziv. Ja, Pravite, da se že- veliko pogovarjate, da delajo vsi trije, a ne, v bistvu, a ne, Ja. to- Se tudi mi usedemo za mizo in se pogovarjamo. In govorimo in si napišemo, kaj so stvari za narediti, vsak pač malo po svoje, že vsak svoj področje, in pa skupaj predebatiramo čist konkretne zadeve. Recimo, zdaj smo skupaj, mi štirje, pač ker Luka ni doma, smo štirje izpolnjevali en volilni barometer. Ko je bilo nekako 64 vprašanj, in smo šli skozi vprašanja in smo se pogovarjali o teh vprašanjih, kaj zdaj mi mislimo, pa kaj pravzaprav, koliko vemo o tej tematiki. In a ne, se vidi, da pravzaprav otroka ne poznata toliko politične problematike, kot jo midva poznava, pa tudi midva ne poznava vsega. In je to ena izmed tem, ko smo imeli en družinski večer in smo o tem govorili. Pol veliko smo aktivni tudi v društvih. Dobro, Drejc je itak župan v občini, pokriva vse tematike. Jaz sem aktivna v turističnem društvu, pa v planinskem društvu sem zdaj prevzela tudi predsedovanje društva. Kristjan je predsednik športnega društva, Maša je njegova desna roka v športnem društvu. In veliko debatiramo tudi o teh izzivih. In se pogovarjamo, ker ima vsak društvo neke svoje izzive, težave, probleme, ideje in te stvari, in kako zdaj en drugemu pomagamo tudi te težave reševati. Ok, ne sugeriramo Drejcu, kako naj vodi občino, da ne bo kdo mislil, da zdaj Da je tako, kakor je v veliki vasi. Ne zgleda to tako. Aha, govorimo o nadaljevanki. Ne, ja. Je bila posneta več ali manj, vse, kar je zunaj na Jezerskem posneto. Pa predvora, ne, tudi v bistvu. Nekaj v predvor, pa Tudi, ja, pa na tako pa ne Otočah, zdaj. ja. Tako da ja. Ampak ja, Z otroki gledamo še No, vse. super. tam je malo pretiravajo, ampak ja, pogovarjati se je treba. Pa mislim, da je tudi, kar se tiče prenosa kmetino, če smo ostali pri tej tematiki, da bi bilo fajn, če bi se kmetje mladi in stari več izobraževali. Vsekakor je najna prednost to, da sva šla skozi kar nekaj enih šol, uradnih šol, in ne samo kmetijsko šolo, da sva dala gimnazije skozi, da sva dala fakultete skozi. Jaz sem šla pol tudi še študirati upravljanje podeželja in krajine na Biotehniški center Naklo. Ja, taka širina, ne? znanja je prenizek. Pa mogoče tudi to obiskati druge, oziroma videti, kako pa na drugih kmetijah se zdi, da tega, a ne te podpore, da, a ne, to se pravi, da iste sorte lastovke skupaj letajo. A ne, enostavno ta izmenjava, se imamo isto delo na kmetiji, ampak vsak ima neke svoje rešitve in od marsikoga se marsikaj lahko naučiš, če želiš, če poznaš. A ne, če greš kjerkrat tudi kam drugam, zdaj že po isti vasi, ali pa še 100-krat bolj, pa še v kakšno drugo vas, ali pa še v kakšno drugo državo, a ne, kako se da, a ne, in tiste stvari, ki te takrat, tisti trenutek, ne vem, doma imaš nek projekt, a ne, pa da se pozanimaš, kako ste pa vi pri vas, kako ste se tega lotili, kakšne imaš izkušnje, kje so dobo informacije, a ne, kako ti je to rato, in tudi mi da preden takrat, ko smo bili v fazi obnavljati te stare stavbe, smo dobili zelo dobra priporočila že od samega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, od Saše Roškar, na kjer se obrniti, in pa je tudi pa kam iti kaj pogledati. In tudi zdaj precej, bom rekel, parov, ja, prihaja k nam, pa pravijo, tudi mi nekaj podobnega delamo, se lotevamo in na stare hiše, kako ste to delali, pogledati, pa vprašati, pa to. A ne, to je tisti, ta prav pogum, no, če temu tako rečem, iti ven iz sebe, ja, pa tam, ko so ljudje že, sej ni treba nobene tople vode pravzaprav odkriti, ne, ampak vse te stvari počnemo in to, kar ti pride prav za tebe, za tvojo kmetijo, za tvoj biznis, se verjetno že kdo drug s čim podobnim daje, ne, pa je videl, kaj je šlo, kaj ni šlo, kakšne ima on izkušnje, a ne, itak boš mogel ti za sebe prilagoditi, a ne, in se zdi, da tega
se manjka, kmetje ali pa že Slovenci, smo zelo navezani na svoj kozemlje, smo tam doma, zdaj ta prav je zarjen, ne gre ne na morje, ne gre kamor, ampak ja, je fajn, da greš zato, da pa tudi vidiš, da je, zakaj je to vredno, zakaj je jezersko to lep, zakaj je tako edinstveno. Takrat še bolj ceniš, ker si razširiš obzorje. Tako, zdaj, če skozi tam, pa se ti že zdi, da je vse to samo po sebi umevno, Sej, ne veš, da je južna kuhana do takrat, ki jo mami ni skuhova, pa vidiš, da mora to nekdo narediti, da nekaj prileti. In vse te stvari so zelo take, Ni več samo po sebi umevno, če greš tudi kam drugam, vidiš, kako pa druget. In ta izmenjava, se mi zdi tudi te delavnice, ki jih imamo v okviru rasti, kmetje najbolj to pohvalijo. Ko poslušaš druge, vidiš, da nisi sam, da v bistvu so tudi zelo različne kmetije, ampak se s podobnimi stvarmi na nekih nivojih se vsi srečujete. Je tukaj. Pa zanimivo mi je bilo to, kar si rekel, da si v svojem biznisu. Kako pa vidva gledata na ta del? Koliko je treba biti podjeten danes, da recimo neko kmetijo uspešno pelješ naprej? Ja, jaz bi rekla, da je kmetija podjetje. In bi bilo prav, če bi na to gledali kot na podjetje. V kakšnem smislu? To je firma, ki jo moraš znati peljati, se pravi, moraš proizvajaš nekaj in pol tiste proizvode prodajaš. Dobro, zdaj proizvajaš, kmetuješ, oboje moraš znati. Si tako zelo kompleksen pravzaprav ta znanje. V bistvu veliko bolj bi to mogel biti vreden, ne pa včasih je bilo rečeno, to je 6 časa po vojni, ko smo bili kmetje razredni sovražniki in za kmetaš pa dober, Ja, figo. Glih kmetje bi mogli biti najbolj izobraženi. In včasih so bili. Vsi moji stari strici, vsi so bili izobraženi. Fakultetno izobraženi, ne samo, da imaš neko kvalitetno srednjo šolo. Ja, ker se moraš učiti in osnovnih kmetijskih zakonitosti in tudi osnovnih, se pravi, tržnih zakonitosti. Kako zdaj to prodati, kako to zapakirati, kako marketing. Ravno včeraj smo imeli na Jezerskem eno predavanje na temo, delavnico na temo marketinga oziroma obdelave fotografij, fotografiranja, obdelava fotografij, izdelava reelsov, filmčkov, Instagram storjev. To ste imeli na Jezerskem? To smo imeli na Jezerskem znotraj turističnega društva. Super. Ja, in tak zelo širok spekter znanja pravzaprav moramo imeti že sami kmetje. Zdaj pa kmetje, ki se pa ukvarjamo še z turistično dejavnostjo, pa pade zraven pol še enkrat toliko. Kmet je res zelo daleč od tega, da samo še proizvaja. Pravzaprav je kar uravnotežiti treba ta prodajni marketing. Če zelo veliko proizvajaš, pa pol prodajaš preko zadruge, ampak moraš biti pa velik, da se ti to pravzaprav finančno izide. Najboljše, mi smo pač poiskali, se pravi, turizem je v bistvu naša prodajna pot. Če na to tako pogledaš. Je prodajna pot za kmetijske izdelke, ki jih mi prodamo na krožnikih. In imamo najvišjo dodano vrednost za vso našo proizvedeno in zelenjavo in meso, ki ga na ta način prodamo. Kako se pa otroci znajdejo vsem tem, tako pravite, da se veliko pogovarjate, kako se oni počutijo, recimo, kako to peljati naprej? A so veselje prevzeli? Sta rekla, da to so oni tako spotoma v bistvu? Ja, oni so že gor rasli pravzaprav z razvojem ali pa z nastajanjem tega turizma in so to res, hvala Bogu, čist ponotranjili. To je del njih in s tem uživijo, tako da sta se tudi Kristjan pa Maša res sama od sebe odločila, da želita biti doma in pomagati pri temu. Je rekla Maša, jaz največ v Ljubljani, Afne Guncova, vi da morate pa dobiti nekoga drugega, da pri nas doma dela. Bom jaz ostala doma in bomo skupaj zadevo furali naprej. Tako da to se zdi zelo, najboljšno pravzaprav, da so toliko že zdaj otroci povezani s tem in tudi zaradi tega je probala tudi pri vseh teh
odločitvah, kje stvari naprej bomo delali, a ne, da jih skupaj predebatiramo, pa da jih skupaj ovrednotimo, pa ja, da nekako z vsemi skupaj to rase. No. Na ta način se zdi, da bo najlažji, ne bo enostaven, ampak ja, in srčno upam, da ne bova taka, da se bo zelo tega ukvarjala. Do 90. No, da bo, Da ne se bi s Kristjanom že debatiramo, ampak on še ni pripravljen, da bi zdaj bil on prevzemnik. V bistvu, ja. Sej kar nekaj enega dela, ampak jaz sem bila stara 34 let, ko sem prevzela, tako da do teh starosti ima Kristjan še nekaj, ampak takrat je pa po moje kar prav, no. Imaš takrat že nekaj izkušenj, nisi več mladostno zaletal. Pa še vsem dovolj energije. Da nekaj novega narediš. Ker projektov bo pri nas še kar nekaj ostalo. Za izvest ne bova midva uspela. Že midva jih vidva, kaj šele naslednje generacije. Ja, je to zanimivo, ne pa vprašali ljudi, pa boste še kaj, pa boste še gradili, ne, se pa, mislim, ja, je veliko še stvari, recimo že sam gor Štularjeva planina je en tak, en projekt, ki bi želel, da bi gor tudi tako užvel, da bi tisto kočo popravili. Pred 10 leti smo že popravili streho, da ni več propadalo, ampak enostavno pa zaradi mojega županovanja nismo uspeli kam naprej se premakati, pa tudi še doma je velikinih stvari, ki jih je treba narediti, samo pa je kar, zdaj sem jih premešaloval, še april pa maj bo še možno nekaj narediti, ne, potem, ko pride junij do konca septembra, pač narediš tisto, kar moraš, že tak dneva ne ostane nič, ne, enostavno ne gre, ker je vrhunc in turistične in predelovalne sezone, vse je v tistih nekaj mesecih in je nemogoče. Ampak na drugi strani pa res blazen blagoslov, da imamo 4-letne cajte, da se to spreminja, da je zima, da vse počije dobro, ni snega, Bog pomaga, ampak kljub vsemu. In se zdi, da ne bi mogel živeti, če bi bil v enem okolju, kjer bi bilo 365 dni plus 20 stopinj, nismo mi iz tega. Ja, ne, kje se pa vidva odklopite oziroma kje pa vidva se spočijete od tega tempa? Ja, kar greva, no. Sotmava, ne? Ja. Hodva oziroma si vzameva za kakšen dan, 2, 3, 5, ampak večkrat na letno, tako da na mesec, 2 kar greva. In ker veva, da če ne greva na neko drugo lokacijo, to ni doma počitek. Doma morava skozi delati. Pač kakorkoli. Odmik. Odmik je nujen in psihično in fizično za naja, pa je pač kjerkrat gre tudi kakšen otrok zraven, pa je tudi izkoristva to, kar so razna stanovska. Srečanja, skupščine in te stvari in primeri dobrih praks, če se le da izkoristvati priložnosti spomladi pa jesen. Tako da greva, leta so pa tudi za 14 dni pozim na Tajskem, je bilo zelo lušten. Jaz sem mislil, da mi naopasal, pa sem se v trenutku navadil na kratke hlače pa majico. Sploh ni bilo težko. Kljub temu, da je bilo doma -15 pa pol metra snega. A ne, zanimivo, kako res rabimo neko spremembo. Ja, rabimo. Rabimo strukturo, ampak nujno rabimo tudi spremembo. To je tudi mogoče ena izmed stvari, ki jo polagava na srce vsem ostalim parom kmečkim ali kmetom. Treba iti na dopust. Ne zdaj špilati na to karto, da mi kmetje smo pa ubogi, pa kamor ne moramo. Sigurno tisti, ki imajo krave, pa ki proizvajajo mleko, je težji, ampak verjetno se v medgeneracijskih kmetijah to vsem da narediti. Tako da midva se zelo nafilava s tem in imava že vsaj 2 dopusta naprej planirana. Ker je pa treba zelo planirati, ne? To je pa tudi ena izmed stvari. Biti zelo dobro organiziran. Dobro moraš biti organiziran, ja. Imava 2 kolega, ki je on univerzitetni profesor, ona je pa dela v knjižnici in se ima tako zelo poklapajo oziroma prekrižajo fraj dnevi in dopusti in kakor se ne uspeta zmeniti in v bistvu ful bi bilo treba naprej planirati, zato da res ob urnikih, ki jih imava,
še to pač smolo mava, da je poleg kmetije hodil v službo, ker ni glih najbolj pametna zadeva, ne? Zato, ker pač je dvojna obremenitev. Ampak ja, takrat, ko smo mi malo bolj frej, on v službi ni, takrat, ko mi ful delamo, poleta ne ima on srečo v službi manj obremenitve, zato da lahko 2 šihta podela, ampak vmes je pa nujno treba na 2 dni. Za 2 dni, tudi v visoki sezoni, lani smo bila v Logarski dolini, avgusta. Pa je bilo toliko fleten, res. Prav, te baterije se morajo napolniti, zato da res lahko s polno paro potem pelješ naprej. Obvezno. A je to? Obvezno. Nujno. Ja. Polona in Drejc, hvala lepa. Še dolgo bi lahko klepetali, po mojem. Hvala za vse, kar sta podelila iz svoje bogate, bom rekla, dediščine. Tudi prinesla sta jo sabo precej, ker je zgodovina za vaju pomemben del vajne kmetije, vaše domačije. Hvala tudi za vse nasvete, ki sta jih tako spotoma natresla. In naj gre tako dobro še naprej. S projekti, ki bodo se zaključili, in s projekti, ki jih bodo drugi zaključovali. Tako da hvala, da sta bila moja gosta. Hvala za povabilo. Srečno.